Tako, gremo hitro na drugi del današnje oddaje. V našem studiu je že drugi današnji gost, Dejan, poskočni Dejan. Dejan Dogaja, v bistvu. Dejan Dogaja, Dejan Dogaja. Še tako lepo upremo, da vse posod piše. Ja, v bistvu, jaz sem bil, tisti, ki me poznate, ne, se opravičujem, danes nimam te moje visoke frizure. Če boste prišli zdaj polet, ko se počasi špili začenjajo, bo res vse stal. Bo spet, ne? Ja, valjda, to mora biti, to je moj zaščitni znak in to je nekaj, kar je poskočni Dejan, oziroma Dejan, ki je igral včasih pri poskočnih, bil frontman, sedaj prenesel na Dejan Dogaja. In ta nova moja nekak ekipa, Dejan Dogaja Band, kjer imam dva Primorca, dva Notranjca in pa en Štajerc, se nekako borimo. In ravno včeraj sem bil s svojim menedžerjem, tudi Celjanom, Alešom Oranjekom na pijači, je nekako predstavil termin, plan za poletje, ki se res pridno polni in moram res takole narediti. Toliko sem vesel, da se počasi res se mi zdi, da glasbeniki vračamo na odre, ker termini so polni, imamo nekaj porok, veliko veselic, pravih onih velikih eventov, maturancev, tako da res sem vesel, da se nekje od konca marca dalje začnejo termini polniti in da bomo res stopili na odre. In hvala vam, ki ste me nekako sprejeli pod novim nadimkom Dejan Dogaja in hvala, ker ste si pogledali in da že pridno pojete pesem Nenormalno lepo, ki bo na YouTubeu kmalu dočakala prvega milijončka. Ja. To je v bistvu, s tem ste v bistvu začel. Tako, to je single, ki bo na začetku aprila star 1 leto. Vmes sem izdal tudi eno otroško pesmico Krokodili, ki jo bomo danes videli, in pa eno narodno zabavno skladbico. Sem ti danes že povedal, da te rad imam skupaj svojo družino, potem smo z SOS Kvintetom tudi malčken obrnili Nenormalno lepo in lahko že zdaj napovem, prav majčken prej, danes sem objavil na svoje socialne kanale, da nova pesem, nov single, na katerega zdaj letos rečemo največ stavim, izide že 30. marca, torej mečkem prej, preden bo minilo 1 leto, odkar je šel moj prvi single Nenormalno lepo. Torej, tisti, ki spremljate oddajo Top Music in vsi tisti, ki imate radi slovensko zabavno pop glasbo, zapišite si termin 30.3. in izide nova pesem, nov videospot z naslovom Manekenka. Super. Priložnost tudi za vse tiste, ki nas gledate danes. Lahko danes karkoli vprašate, na vse vprašanje odgovori. Prvi, ki nas pokliče v živo, dobi tale super lonček, King ali Queen od Emo Shopa in pa ali pa ostale nagrade. SMS pišite, Dejan je na voljo cirka 15 minut še, če želi kdo kaj vprašati. Jaz imam pa eno vprašanje. Deva. Omenil si svojo frizuro, mene pa zanima, takrat, ko je bila neka stava, ko si mogel tole... Ja, v bistvu ni bila stava. Bilo je, jaz zelo rad hodim v terme, v savne in mislim, da enkrat oktobra, mogoče novembra, sem razmislil, kaj bi pa danes objavil. Jaz sem blazen fan Justina Biebera in on je enkrat takrat objavil en tak zapis na Facebooku kot slika, da če zbere toliko pa toliko všečkov do Božiča, bo on releasil album pred predvidenim datumom. Sem rekel, bom to mečken drugače obrnil. Če jaz do Božiča zberem toliko pa toliko všečkov, dal sem zelo visoko cifro, mislim, da 50.000 na Instagramu, si pobrijem frizuro. Pa si uposiden, da jih ne bo? Res nisem mislil, ker se imam veliko sledilcev, sem 50.000 lajkov, to pomeni vsi pa še več. In ni bilo treba čakati do Božiča, to se je zbralo v manj kot 48 urah. In pol sem rekel, da ne bomo pa zdaj kot neke kure brez glave zbirali všečke in se hvalili s tem, da imamo nekaj dobrega narediti. In takrat sem jaz pa Zveza prijateljev mladine Slovenije nekako stopili skupaj in naredili dobrodelno akcijo. Imam tudi vtetovirano v svoji koži, hashtag ni vse v frizuri. In smo nekako odprli SMS-e, linije, da je pač treba poklicati, darovati kakšen evro in do svojega britja, torej takrat mislim, da je 2 dni pred svojim rojstnim dnevom, 15. decembra, sem na Slovenski nacionalni televiziji v oddaji Vikend paket, kjer sta me foter pa mami tako v živo ustrigla. V živo je šlo po televiziji, v živo in zbrali smo več kot 15.000 evrov in ta denar je romal k staršem, ki pač do takrat svojim otrokom niso mogli kupiti božično novoletnega darila. Iz fore ratala poler dobra stvar. Ja, iz ene dost neumne fore je ratal res en dober štos, ena lepa poteza in
sigurno se bom še kdaj kaj takega Še bo kdaj, še lahko pričakujem. Ja, sej lase rastejo. Ne. To je res, ne. Ja, pa mogoče to je zanimivo. In potem sem to svojo frizuro odstrigel in sem jo dejansko imel doma. Ne. In potem se je ta frizura še kasneje, mislim, da prodala za 1000 ali 2000 evrov v dobrodelni akciji Deželaki onak na Radio 1. Tako da v bistvu ta frizura je dvakrat zaslužila v dobrodelne namene. Super, ne, da las je tako tukaj. Mimo grede, tudi videl sem, da si tudi na dimnik si plezal, ne? Ja, to je bilo pa lani, proti koncu leta. Enkrat je ena gospa prišla k meni, ki mi je neko sliko prinesla. In ne vem, kako smo prišla, kdo koga pozna in nekako smo prišla do teme, da je rekla, da je ona bila na dimniku. In jaz, kaj? Kako si bila na dimniku? To ni dovoljeno, to ni turistično. Jaz bi tudi to, res imam, sem vedno, ko sem se včasih po stari cesti vozil v Ljubljano, če je bila gužva, gledal ta dimnik, jaz bi tučal to gor, ker sem pa vedel, da norci hodijo tja gor. Ne? Ja, ilegalno. Ne? Eni ilegalno, eni pa tudi nekako gre skozi. No? In potem jaz pokličem tega človeka, mu povem, da pač imam to željo in če je to sploh možno. Ne? Reče, to ni možno, to je prepovedano, ampak je ena opcija, da v sklopu vzdrževalnih del kot pomočnik greš zraven. Sem rekel, no, ko bo pa naslednja neka akcija, mi pa povejte rade volje. Je rekel, zdaj leto sigurno ne, zdaj je mrzlo, zdaj je hladno, sneg bo spomlad. Ne mine 2 dni in mene kliče tako gospod, Dejan, moramo za Rogliča gor kolo zmontirati, pa za našo Janjo plezalko, Olimpiko bomo odprli en spominski kamen, a bi šel ti gor? Ja, takoj sem šel gor, še tiste rokavičke na hitro kupil in to je res zanimivo. Zelo, kar naporno, ampak... Koliko časa rabiš, da gor prijaš? Ja, mislim, da urco pa pol. Nek urco pa pol, ker to imaš po takih transformah in greš in majčkem počivaš, ker je to res kar naporno za roke. Ni to tako enostavno, ne? Ne, ni tako enostavno, tako da kar čutiš roke, ko prideš gor in dol, ampak ko si na vrhu tega dimnika, to je res noro. Tako da, če boste slučajno, vem, da ne smem nagovarjati, ker je načeloma to prepovedano in ni dovoljeno, ampak če bo kdaj to, ker mislim, da enkrat bo to naredil v turistične namene, pejte probat, ker je res, ko si na vrh dimnika, je res takšni mali avtomobilčki, res je super. No. Je kar tako malo scary. Ja, to kot neke mravljice tam spodaj, je res zanimivo. In potem si še tam imel, nekaj si že zapel, ne? Ja, svoj single nenormalno lepo sem zapel, ki je dobil na mojem TikToku, YouTubeu, Facebooku, Instagramu res veliko všečkov. Tako, ena res zanimiva izkušnja, ampak vse veste, ne probava tega doma, ker je mečki nevaren. Ja, mečkim pa res. Ja. Ok, en spot smo pogledali, zdaj nas čakajo še krokodili. Točno tako. To si pa posnel za? To je pa v bistvu moja glavna marka je Dejan Dogaja s svojim bendom. Ampak sem se odločil, glede na to, da so me otroci preko Adijo Madam pa preko Pico Pocket tako vzljubili, sem rekel, da bom jaz tudi kot neki stranski brand še vedno nekako furo imena Dimek Poskočni Dejan, ki bo izvajal izključno glasbo za otroke. In tale Krokodil je prva pesmica, poleg Pike Poke, Adijo Madam in drugih pesmic, ki so nekako blegle v srčka naših otrok, naših najmanjših, je ta Krokodil nekako napoveduje tudi nek otroški album, ki bo nekako drugo leto išel, nove pesmice, pripravljenih je že veliko, tako da v bistvu ne bom sam tisti žurer z pičeno frizuro, potetoviran, prepirsan, fant, ki je mečkin čudno oblečen, ki pleza na dimnike, na konstrukcije in ki se dere, gremo vse do jutra. Sem lahko tudi zelo umirjen in takšen ljubeč, da me imajo tudi mamice rade, ne samo otroci. In naj vam Poskočni Dejan v tem trenutku podari krokodile. Evo, gremo si jih pogledati. Ja, krokodili, ne? Tak zelo luškan spot, predvidevam, da si se imel na spotu, ko ste snemali zelo zanimivo za temi otroci, ne? Ja, definitivno. To, kot sem že prej povedal, to kot sem žurerja, tistega, ki mogoče ob 8 zvečer igra na Golici, pa tisti, ki ob 10 skače po mizah, gremo punce, gremo fante, gremo vse do jutra. To sem tudi po drugi strani, zdaj, ko sem se mogoče čut mečkem postaral, sem le že 28,
tako nekako starševski tip človeka, čeprav še nimam svojih otrok. In tele otroške pesmice so mi res nekako všeč in to bom nekako kot svoj stranski brand tudi gradil. Mogoče tudi v prihodnosti pripravljam kakšno otroško, radijsko in TV oddajo. Dejansko imam že veliko teh pesmih pripravljen. Ta je prva Krokodili, potem na albumu za otroke bo sigurno neka otroška verzija Dio, Madame in pa Pike Poke, potem pa imam pripravljene tudi nove pesmi, Spavanka, Rastemo, Groza in tako naprej. Nekako vsaka ta pesmica ima neko poučno vsebino. Primer, Spavanka je, da se je treba pred spanjem zobke umiti, da se potem lepo spi, Rastemo, da je treba vse poklice spoštovati, dobro jesti, naprimer tale Krokodili, da je treba zdravo jesti hrano, da ne hamburgerja, da je jabolko, da ne Coca-Cola, vodo in tako naprej. Kaj se pa tiče tistih mojega paradnega konja, Dejan Dogaja, so pa nekako komadi, ki res te kar prime, da bi kar mingal, da bi kar plesal, bolj žurerskega tipa in jaz samem sebi pravim, da Dejan Dogaja band je tipečen, dober, kvaliteten party band in to bomo furali do konca, ker smo se zbrali res 5 fantov, Tilen, Anže, Andraž in pa Rudi, ter moja malenkost, ki se imamo res super in smo res sami žurerji in nekako poleg tega žura gojimo tudi kvalitetno muziko, kar je največ. Super. Da ne boš mislil, da si nam šel z glasbenim kvizom, zdaj sem se spomnil, da ti še nisi dal to skozi. No, da je prav. Ja, glih, ja, zdaj slučajno, Naci Junkar. Vrniva se na najino balo, pa Helena Blagne. Kdo tega ne pozna? Ja, mislim, to je bil res ultimativni hit, Melodije Morja in sonca, zmagala sta. Ampak to pa ne vem, če vem še kaj več, ne? Ja, boš mogel še nekaj. Zdaj, Chris iz skupine Joker Out ima 7 točk, tako da je cilj, da ga premagaš, zato rabiš 3 točke. Ja, to mu je foter Gušti vse povedal, veš, sta imela prej 2 leta vaj. Jaz nimam tako rockersko izobraženega fotra in komercialnega in pop naravnanega. Veš, moj oče, super oče, ki je bolj kitaro igral tako v tabornem ognju, ne? Ampak daj probiva. Dajmo probat. Koliko je star Naci Junkar? Jaz Naceta Junkarja poznam osebno, dostikrat smo že na kakšnih TV oddajah govorila. Lahko povem, da tudi tole pesmico, ki sem prej mečken zapel, Vrniva se na najino balost naenkrat, ki sem bil že sprejet na oddajah Znano obraz ima svoj glas, pa potem zaradi ene turneje po Avstraliji nisem mogel iti, sem tudi to pesmico v teh predizborih pel, ga mečken uponašal, glede na to, da je Nace Junkar odličen solo pevc, operni pevc, klasično izobražen pevc. Je pa gospod že kar v letih, bi rekel, ne? In jaz točno ne upam, bi pa rekel, da jih šteje enih tam 63, 64. Rabimo pa točno odgovor. 64. Ja, zdaj 63 ali 64? 63. Ja. Zadnji odgovor je? 64. 63. Ja, ne vem. 63 pa pol. 63. Vidim, bravo, 1-0. Sem te mogel malo... Le oboje je prav, ne, to je znotraj enega leta, ne? Ja, tako je, ja. 3 točke že imamo, le. Aha, po 3 je. Po 3 je, ja. Zdaj bi še 2. Pa pol, pa sem boljši kot Chris. Tako je, ja. Vidiš, Joker Out, ti bom jaz dal. Ok, zdaj, Nace ima tudi svoje albume. Ja. Oziroma, ne bom te vprašal za albume in sicer kolikrat je Nace Junkar nastopal na Melodijah Morja in sonca? Vem, da enkrat je že, ne? Enkrat je sigurno zmagal s Heleno Blagne in s tole čudovito pesmijo. Ampak kolikrat še? Zdaj, grozen... Ugibam. Ja. 7-krat ni bil. Ja. Bil je pa rečemo 3-krat. Zadnji govor. Ja. Pravilno. To! Imamo 6 točk. To smo že blizu. Zdaj pa, če še dobiš eno, si se izenačil, če pa zmagaš, si pa v bistvu prvi, 2 točke, ne? Bravo. Vprašanje ni težko. Kdaj je potekala ta znamenita MMS melodija, kjer sta z Heleno zmagala? To je bilo, po mojem, pred mojim rojstvom. Ja. To je bilo pred letom 93. Tako. Jaz bi rekel, da je bilo to nekje med 85 pa 90. In rečemo 87. Zadnji govor? Ja. Ne. Leta? Ja, 87 žal ne? Ja. 88, 89 ali 90. To ti bo malo težil delo, ne? 89. Zadnji govor?
Ja, Kaj misliš? da je prav. Res je. 89, čestitam. Evo, Torej- 7 točk. 7 točk. Ja, zdaj si s Krisom delita prvo mesto. Zdaj si, ok. S Krisom si delita Ko prvo se mesto. drugič vidimo na vašem novem placu v Ljubljani, bomo šla bolj na novejše bende, pa bomo tam tekmovala, ne? Pa tako en kviz rukneta, ne? Tako, obvezno. Ti ga del nacijo, on Koga je pa on imel? Veš, da se ne spomnim. Boš mi sporočil. Super, en spot nas še čaka in sicer sem ti danes že povedal, da te rad imam, tak zelo dolg naslov, ne? Ja, to je res, ko sem založbi pisal, bomo izpredstavili. Sem ti danes že povedal, Vejica, da te rad imam, vprašaj, ne? Pa ona, kaj? A, si ziher? Sem rekel, pa nisem bil najbolj ziher, ker to je v bistvu mečken starejša skladba, ki jo je moj oče kot zadnjo posnel za To je Preobleka, ne? Preobleka. Pa kličem originalnega avtorja, ker smo besedilo čist mečken spremenili, seveda ga je on spremenil, ker smo mečken bolj zimsko obarvali zadevo, ni dež, je sneg, Ja. ni premočen, je premražen. In je rekel, ja, kar obdržma original, mi je tako všeč. In dejansko je čisto super izpadlo in to v bistvu, ta skladbica je šla lani, konec leta, 17. decembra, v mojem 28. rojstnem dnevu. Kot darilo. Kot darilo mojim staršem, ki tudi prepevata v tej pesmi, tudi moji babici Ani, ki živijo babi, po mojem babi Ana to gleda, tako da ji moram pomagati, ki se tudi pojavi v videospotu, odlična kuharca, pecivo nam je spekla, postregla nas je res kapo dol, moja babja Ana je zakon, tako da kot neko darilo in kot nek spomin, ki bo na YouTubeu za večno ostal, ko bom jaz svojim otrokom in kasneje svojim vnukom, pa upam, da kdaj tudi prav vnukom kazal ta izdelek, mislim, da bojo vsi kar mečken poskominali oziroma dobili tako neko mehke noge in solze v očeh in to bo za večno ostalo in to mi največ pomeni. Si starše prepričeval za spot in za same... V bistvu to pesem sva z mami, tako bolj amaterski videospot in bolj amaterski audio posnetek, že kot oktobra, torej 2 meseca predtem, poklonila očetu, ki smo sama dva zapela za njegovih 60 in je bilo res čudovito in potem sem nekako ta amaterski posnetek objavil na svojih socialnih kanalih in takrat očeta pozval, če vsi trije še zadnjič priredimo to skladbo in jo še zadnjič Orang posnamemo, skupaj z Orang z videospotom objavimo in nekako, da nam ostane v lepem spominu. In oče je bil takoj za in nastavil ta izdelek. Super. Tudi spot je zelo zanimiv, ne? To je v bistvu neko dogajanje, neko druženje. Tako, neko druženje, domače druženje, pokažemo Laško pri nas doma, na en kraj, ne, sosed. In pa Bohinj, kjer je v bistvu naš drugi dom, kjer imamo družinski apartma, kjer res veliko časa tam preživimo. Tako da vse je tako nekako družinsko povezano, počnemo stvari, ki jih mi radi počnemo, družimo se ob kaminu, jemo dobro hrano. Na koncu se pridruži še Dejan, dogaja band in skupaj zaigramo. Tako da v bistvu v tem videospotu so skoraj vsi, ki jih imam zelo rad. Tudi veliko gledal, ne? Ja, v bistvu to pesem ni bila nikoli mišljena, niti ni bila neke želje, da bi bila hit. Druga stvar je, ko predstavljam, kot sem predstavil Nenormalno lepo, na katerega sem računal in je že skoraj milijon gledal. In tako, ko bo zdaj Manekenka, konec marca, na katerega tudi računam, da bo veliko se vrtel, veliko gledal. No, to je bilo pa čisto neobremenjeno in 100 jurčkov v kratkem času Kot tako božični komadek, ne? Ki se bo vsako zimo nekako ponavljal, ne? Naprimer, dober primer, kar se tiče božično-novoletnih skladb, je ravno skladbica, ki jo prepeva jaz in Nuša Derenda. To sta tudi naredila, ja. Ja, Beli oblaki, bele snežinke. To je tudi priredba, ne? Ne, to je pa čisto nova skladbica, 3 leta stara in meni je tako všeč, da je leto, že 3. leto zapored, torej že 3 zime zapored, najbolj predvajana pesem v Sloveniji na radijskih postajah v tistem času. Tako da nekako nismo še niti na pol poti, ampak nekako gremo v bok silvestrskem poljubu, beli snežinki in podobnih. Jaz bi res rad in mislim, da se nekako mi želja uresničuje, zato je tudi vsako zimo mečken še spromoviram, da bi ostala in da bi res, naprimer, da ko bi odpeli silvestrskega, pa belo snežinko, pa še kakšno našo, pa na božično noč, da mi mogoče ta 4. bila pa beli oblaki in bele snežinke. Spot sta že posnela? Še ne? Ja. Ta spot je bil izdan takrat prvo leto, ko je šla pesem ven, mislim, da že šteje milijonček pa pol gledal, tako da
Vidim, da nisi upravil dobro domače naloge. Ne, videl sem, ko sta snemala, Ampak to je bil cover, ne? To je bil cover originalne zadevce, ne? Kar si ti videl letos, ne? Drugače je pa ta stvar stara 3 leta in čeprav, a smo še koledarsko v zimi? Smo, ne? ja smo še. No, tako da to še kar velja. Skočite na YouTube pa mečkem pobrskite, Dejan Dogaja, Nuša Malo bi lahko tudi promoviral še, Ja, malo tako, objavil, in mečkem pogledajte in če še niste pospravili, sem rekel, jaz še nisem. Res? Ne, jaz imam navado, namensko še nisem pospravil, to, ker imam jaz navado, da smrečko postavim iz zadnjega novembra na 1. december. To je, In tako. to je kar tako malo, ja. Prižgemo lučke, v polnoči slavnostni prižig lučk in potem se zadevca pospravi šele konec februarja, da je res tole smrekco izčrpam do konca. Aha, imaš rad tako vzdušje. Ja, meni je res, jaz sem decembrski otrok, 17. decembra rojen, rad imam Božič, vse te Miklavže, Božičke, novo let, Dedke mraze, tudi če ni korone, je takrat meka za glasbenike, ne? In meni, decembra se mi zdi, da se kar čas ustavi, vsi smo tako melanholični, kar ni problemov, kar vsak dan se dober je, dober pije, dober žura. Veseli december. Ja, veseli december v polnem pomenu besede, pa vse probleme tako malo pomaknemo proti januarju. Res je. Mogoče letos ni bilo tako idilično. Ni bilo tako, ampak Mi smo pa sneg, ne? Mi smo še zdaj, veš, ravno sem čez vikend bil v Bohinju, tam je še dosti snega in je res lepo. Aha, super. Dajmo si mi ta spot s tvojimi starši pogled. Hvala tebi, da si prišel v našo družbo. A to je to, že moram iti. To je to, nažalost, ura je rekla svoje. Tako, pol pa bom zelo vesel, če me boš v začetku aprila spet povabil, da si pogledamo novo skladbico. Drage gledalke, pa bom kontra začel, spoštovane gledalke, dragi gledalci TV Celje, oddaje Top Music in vseh ostalih oddaj, res imate super program, tako da le gledajte TV Celje. Kaj bi vam rad povedal? Bojda velja, da voščiš človeku za novo leto, dokler ga prvič v živo tistem letu ne vidiš. Mi se gledamo takole preko malih ekranov in vsem vam voščim srečno novo leto in upam, da res tole korono, tole bolezni, vse, kar je s tem povezan, slabe karma, ljudi, ker nekako nimamo več potrpljenja za drugega, ne najdemo lepe besede, no jaz si želim, da vse to odpihnemo stran in gremo proti pomladi, proti poletju, ki verjamem, da bo letos ena izmed najboljših do zdaj. Lepo se imejte, pa vek se smejte.